končavi bi rekel še tole, da ne bi Božo dobil mojega pristanka, torej, da piše knjigo tudi na podlagi pogovorov z menoj, če seveda ne bi vedel, da gre za resno delo, če ne bi poznal njegovih knjig in po moje tudi do zdaj še zmeraj najboljše knjige o slovenski osamosvojitvi, ki ima naslov Jutri je nov dan. Seveda, to knjigo je mogoče brati na različne načine, odvisno od tega, kje človek stoji danes, kje je stal nekoč, koliko pozna preteklost, koliko lahko služi to tudi kot neko izhodišče za prihodnost. Nikakor pa seveda, čeprav nočem tu polemizirati z nikomer, v tej knjigi ne vidim, da je to bajka o dobrem človeku iz Prekmurja. Je pač takšna, kot je, poskus objektivizacije tudi moje vloge v času in prostoru, ki ga knjiga zajema. Verjamem pa, da bi mnogi radi videli, da bi bila napisana balada o hudobnem palčku iz Murgel. Nekaj te vrste knjig je napisanih, ni prva. In kot sem pač prebral, zadnjič se eden od teh piscev te bodoče balade trudi, čeprav pravi nerad, da bi takšno balado tudi spisal. Pri tem seveda mu bo lahko v pomoč tisto predhodno balado ali balade, ki so jih drugi že spisali in ki izhajajo tudi vsak teden v ponedeljkih in četrtkih v slovenskem časnikarskem prostoru. Kar na nek način otežuje iskanje neke objektivne resnice ali pa neke objektivne podobe o predsedniku. Ja, tukaj je pravzaprav več vprašanj. Najprej bi rekel to, ta knjiga je napisana po zgodovinopisnih standardih na osnovi dostopnih gradiv, številnih intervjujev in ni prav nič drugačna, kot bi jo napisal kakšen drug moj kolega na Zahodu. Razlika je mogoče v tem, da sem se jaz moral bistveno bolj potruditi z nekimi dokazovanji, tam, kjer to niti ne bi bilo potrebno, ampak taka je pač slovenska stvarnost. Kar zadeva distanco, o tem so v zgodovinopisju različna mnenja. Kje naj bi to distanco postavljali? To ne zadeva sedaj samo biografije, ampak nasplošno zgodovino. Nekateri postavljajo precej daleč nazaj, drugi, jaz sem tudi med njimi, zagovarjamo stališče, da je treba obdelovati zgodovino praktično do današnjega dne z zgodovinopisnimi metodami. Ker drugače jo obdela nekdo drug, kako jo obdeluje, smo pa že nekaj slišali, bi rekel. Torej, to je gotovo eno izhodišče, po katerem se jaz ravnam tudi pri drugih delih. Osnovni problem je vedno vprašanje dostopnosti virov. In tukaj viri so bili dostopni, na nek način v veliki meri bi lahko rekel, vsaj za precejšen del te knjige, so bili zaključeni tudi zgodovinski procesi. Nekateri pa pač še niso, ampak to ne more biti ovira za pisanje. In s tem sem predvsem mislil, da bo nekdo delal morda drugačno oceno. Predvsem seveda upam, da v okviru neke zgodovinopisne razprave in ne politične. Ta knjiga bo čez 20 let ali 30, ko bo pač nek politik šel ven iz politike, bo običajno zgodovinopisno delo. Sedaj zaradi enega politika in vsega, kar je kot njega, to pač še ni. V tem je ves problem. Drugače bi pa rekel še to v zvezi s tem vprašanjem distance, da če odmislite političnost dogajanja, torej ne dogajanja, ampak političnost interpretacije o knjigi, potem ostane razprava o tem, kaj je pravilno ocenjeno, kaj je narobe ocenjeno, ki je, recimo, jaz nisem zadosti globoko posegel v vire in podobne stvari. Taka razprava se bo začela, se je tudi že, kar zadeva stroki na tisto drugo, so pa pač dnevno politični komentarji, ki vsaj nam ne. Slovensko osamosvojitve, slovenski narod. Če ne bi bilo te enotnosti, ki je bila izražena na plebiscitu decembra 90, potem osamosvojitve ne bi bilo. Če bi bil plebiscit opredelitev enega dela Slovencev proti drugemu delu Slovencev, tako kot je bilo v začetku tudi mišljeno, seveda mora
biti, bi bil izid pozitiven, ampak gotovo ne tako velik, ki bi bil prepričljiv potem za nekdanjo našo skupno domovino Jugoslavijo in še manj prepričljiv za mednarodno javnost, ki v osamosvojitvi Slovenije in razpadanju Jugoslavije ni bila naklonjena. To seveda ne pomeni, da so posamezniki imeli tudi velike vloge, pomembne vloge v nastajanju tega procesa, v načrtovanju tega procesa, ampak najprej so morale razmere dozoreti zato, da je lahko do plebiscita in do osamosvojitve prišlo. Te razmere je pa seveda potrebno poiskati v zadnjih letih življenja nekdanje skupne države, v protislovjih, ki so se takrat kazala, v razumevanju teh protislovij in seveda tudi v razumevanju mednarodnih okoliščin in okolja, po katerem se je to dogajalo. To je bil čas, ko je po eni strani izgledalo, da Evropa stopa v novo cvetoče razdobje svoje zgodovine in svoje prihodnosti in da se za vselej posablja od svoje mračne preteklosti, po drugi strani pa tudi bojazen, kaj ta nova cvetoča Evropa prinaša. Bojazen pred razpadom Jugoslavije, negotovost, ali to lahko vpliva na razpad veliko večje države, to je takratna Sovjetske zveze, ki je takrat bila pravzaprav predmet razpravljanj in bojazni, kaj pomeni socialna bomba, ki bi jo lahko pomenilo odprtje meja po odrušitvi Berlinskega zidu in kaj bi pomenila bojazen pred realnim orožjem, to je pred atomsko oborožitvijo, ki jo je imela Sovjetska zveza in ki je bila seveda, to orožje, ki je bilo nameščeno pravzaprav po celem ozemlju, zlasti pa seveda na mejah z Zahodom tudi v Ukrajini. In če se vrnemo s čim nazaj, je radikalizem na eni strani, ki je hotel čimprej in ne glede na vse, bil seveda pospremljen tudi s tehtnim premislekom, v kakšnih razmerah je takšnemu projektu možno zagotoviti uspeh. In od tu tudi rezerve, da s hotenjem in z radikalnostjo ne bomo prišli do uspeha. In to se je pokazalo potem v razpravi o tem, kakšen naj bo kvorum zakona o plebiscitu, kvorum, ki bo prepričljiv tudi za mednarodno javnost in ki bo pozneje prepričljiv argument v borbi za mednarodno priznanje Slovenije. In drugič, da je za uspeh plebiscita, torej odločitve državljanov in državljank Slovenije, nujno potrebno, da imajo občutek, da je politika glede tega poenotena. In zato je tudi prišlo do sporazuma vseh takratnih političnih strank. Ideja je pravzaprav bila ideja Spomenke Hribar. Jaz sem seveda to zelo podpiral, pa ne samo jaz, da je prišlo do sporazuma strank, ki so se s tem sporazumom zavezale, da skupaj nosijo odgovornost za uspeh plebiscita in bodo tudi skupaj nosili odgovornost za morebitni neuspeh. In po drugi strani, da se nobena od teh strank ne bo pripisovala zaslug za uspeh referenduma. No, ta sporazum je veljal do plebiscita in tudi potem do konca vojne za Slovenijo, potem je pa seveda ta enotnost razvodenela v prepirih o zaslugah, o tem, kdo je bil za osamosvojitev in kdo ni bil za osamosvojitev. In to seveda moje stališče, da je junak slovenske osamosvojitve slovensko ljudstvo. Kako je dejansko to bilo? Morda gospod Kučan, boste vi dodali še kaj zraven? No, glejte, ta zgodba je raziskana in v nekakšne zelo velike novosti v tej knjigi ni. Nekaj morda dodatnih pričevanj. To stvar so preiskovale 4 parlamentarne komisije, v njej je bilo napisanih veliko del. Zame najbolj verodostojna je tista, ki jo je napisal Ali Žardin, Generali brez kape, so pa še druga dela. Torej, mislim, da je dovolj jasno, da prvič je dovolj jasno, da Janez Janša takrat ni bil tak politik, ki bi ga, tudi če bi bila forma mentis njegova taka, ki bi ga dal na tak način odstranjevati. To je ena zadeva. Druga zadeva, ključni cilj jugoslovanske armade je bilo slovensko vodstvo in Kučan. Saj to so sami povedali. Se pravi, šlo je za to, da obračunajo z njim. Kot je Kadijević povedal na tem sestanku avgusta 1988,
iz katerega vlečejo nekateri zaključke, sedaj ne več, ker sem ga jaz objavil v celoti, ampak so jih, vlečejo zaključke, da sta se dogovorila o višini kazni in podobne stvari. Torej, opozicija in vse drugo so bile sekundarne tarče JLA. On, Kadijevič je tam povedal, mi se sedaj z pioni, se pravi, s kmeti ne bomo več ukvarjali. Tako da ta zgodba je v zgodovinskem kontekstu, jaz mislim, popolnoma jasna. Seveda, če obstajajo tukaj neke osebne travme, taka ali drugačna, potem je to in če je nek politik, ki je bil tam udeležen še aktiven, potem ima to neko drugo dimenzijo, zgodovinopisno gotovo. Tudi nastanek tako imenovanega JBTZ je, mislim, da dovolj jasen. V tem imamo kar nekaj pričevanj. Imamo recimo pričevanja Vasiljeviča, ki so sicer za nekatere v določenem trenutku uporabna, v drugem niso, kadar govori o Kučanu so uporabna, kadar govori o Janši niso, recimo. Imamo pričevanje Francija Zavrla, najtesnejšega Janševega prijatelja, ki je v intervjuju povedal, izdavno je Janez Janša. Torej, JBTZ ne bi nastal brez te verižne reakcije. Jaz sem že enkrat rekel, ne želim se spuščati v te njihove medsebojne odnose, ki so gotovo traumatični in najbrž za te ljudi skoraj gotovo ni bilo enostavno, ampak nek celoviti zgodovinski okvir je pa le treba videti, ne moremo gledati z žabjega pogleda stvari, stališča ene sorte dokumentov, pa še te interpretirati po svoje. Torej, celotna slika je drugačna, celotna slika pač kaže na to, da je tukaj glavni konflikt potekal med slovenskim vodstvom in vrhom JLA. Znotraj tega seveda je bil pa še kompliciran odnos do opozicije v Sloveniji, kot sem že prej omenil, in tudi znotraj same stranke, kjer tudi niso bila enotna mnenja. Tako da, kdor hoče videti stvari v celoti, zato pa je zgodovinopisje, jih mora videti. Zgodovino je konec koncev, ljudje študirajo 5 let, da se, pa še kakšen doktorat povem, da se nekako vzpostavijo neka razmerja, da veš, kaj je v družbi ključno in kaj je manj pomembno in kako rangirati zadeve. Seveda pa obstajajo pisci, po uradnem, ne bom rekel uradnem, ker to uradi uporabljajo, zgodovinopisci obstajajo pisci, ne samo v tem primeru. Poglejte, tudi imate vrsto piscev, ki se ukvarjajo s tem, ali smo mi Veneti, ali smo Troščani, ali smo bili tukaj prvi, ali skratka najprej Amego, potem Slovenci, potem imate celo vrsto drugih takih do teh, da pač obdelujejo danes neko vrsto dokumentov in iz tega delajo interpretacijo. Imam zelo konkretno vprašanje za predsednika. Kdo je šel takrat v 80-ih od teh novinarjev, kolumnistov, publicistov, mladine, tednika Mladina, partiji, slovenski partiji, jugoslovanski partiji, bolj na živce? Vlado Miheljak, ki je napisal Moč dolgih rožev, ali Janez Janša, ki je pač pisal članke o jugoslovanski ljudski armadi? Mislim, da gre gospod Miheljak dosti krat sam sebi na živce. To tudi pove. Ampak, če resno govorim, gledajte, vrednost zgodovinskega pristopa ali pa recimo tudi pristopa, ki ga Božo Repe uporablja v tej knjigi, je, da poskuša posamezne dogodke postaviti v čas in prostor. Če gledate na nje izven tega časa in prostora, ko so se dogajale, potem lahko seveda manipulirate z njimi. Če pa postavljate v tak konkreten čas in prostor, potem seveda postavljate stvari drugačne. Lahko se strinjate z njimi ali ne, ampak imajo neko svojo logiko. Takrat je pravzaprav za slovensko politično vodstvo problem tega procesa in tega aretacije postal takrat, ko je bilo očitno, da poskuša vrh jugoslovanske armade izsiliti konflikt Slovenije. Ko je prišlo do prepovedi uporabe slovenskega jezika pred sodiščem, ko je bilo onemogočena prisotnost strokovnjakov, za kar se posebej zavzemal profesor Gocov, in ko je pravzaprav bila izločena javnost. Takrat je prišlo do odprtega konflikta, zahtev uradnih do zveznega predsedstva strani predsedstva Republike Slovenije. Se bom tu vidim Andreja Marinca, ki je takrat vodil to konfrontacijo z Janezom, tudi Janeza Stanovnika.
In seveda takrat je šlo za vprašanje, kdo bo popustil. Drugače pa seveda jaz nimam nikakršnega nerazumevanja, ampak nasprotno razumevanje, da vsakdo, ki je v politiki, poskuša nekje najti temelj svoje vloge, na kateri gradi svojo vlogo in svoj sloves seveda skozi vso svojo politično zgodovino. Eni jo pač najdejo tako, eni jo najdejo druge. Je pa seveda res, da je sklicevanje na izjave enih in dajanje verodostojnosti izjavam enih in enako neverodostojnost izjavam drugih, ker pač jih ni mogoče uvrstiti nekako v grlico, ki jo pleteš, to jaz mislim, da je pač neobjektiven in nezgodovinski pristop. Recimo, bral sem zdaj, da je general Krajnc, ki je takrat vodil KOS v Sloveniji, se pravi vojaško kontraobveščevalno službo, ki je nadzorovala seveda tudi civiliste, izjavil, da se je takratni vodja slovenske državne varnosti, jaz uporabljam pač ta izraz, ne politična policija, kot jo uporabljajo drugi, ker je bila pač to obveščevalna služba in varnostna služba v službi slovenske države, vsak dan se stajal z mano. Ni se sestajal, ampak kaj velja, moja beseda proti Krajnčevi besedi, to je beseda na besedo. Dejstva so seveda tiste, ki jih je potrebno videti. In sklicevanje na izjave generalov. To so vsi po vrsti generali KOS-a, se pravi generali kontraobveščevalne službe, vključno s tistimi, ki so imeli svojo vlogo v procesu proti četverici. Če je kdo imel interes, da me kompromitira v tistem času in tudi v današnjem času za nazaj, potem so imeli ti generali, ki so imeli opravka z nami, ne samo z nami, s takratnim slovenskim političnim vodstvom. In kaj je bolj enostavno, kakor povedati, on je bil naš agent. To ni nobenega dokaza, ga ne more biti. Ampak seveda to velja kot dokaz. Dočim pa recimo mnenja drugih ljudi, ki so ravno tako nastavili, oziroma ki so imeli svoje vloge v takratnem času, ne štejejo nič. In v tem se mi zdi, da je vprašanje verodostojnosti te vrstega pisanja, ki se seveda ne more proglašati za zgodovinsko. Ima pa seveda vso domovinsko pravico, lahko danes ljudi pišejo in govorijo o čemerkoli. Razen seveda se mi zdi nekoliko poniglavo, da se lahko v posameznih ljudeh govori skrajno poniževalno, da ne uporabim še kakšnega drugega izraza za to, da se postavlja na drugi strani veličina drugih. Pa to tej knjigi seveda ni mogoče očitati, ker vsaj kolikor imam jaz spominov, ko sem jo bral, v tistih delih, ki zadevajo mene in kjer mi je prosto seveda doktor repel tudi zato, če so korektne, tega seveda tam v tej knjigi ni mogoče najti. V času vojne sta bila pravzaprav tudi dva pristopa. Z enim se je hotelo vojno, z enim se je hotelo mir. Tam so bila prva navzkrižja. Ampak ta navzkrižja niso smela ogroziti konca. To se pravi miru, zavarovanja slovenske odločitve in potrditve tistega, kar smo mi napisali v izjavu o dobrih namerih, kar je bilo temeljna listina pred plebiscitom oziroma s katerimi smo šli na plebiscit in kjer smo svetu povedali, kaj pravzaprav želimo. Ni smela biti v nasprotju s temeljno ustavno listino. In zato je takrat nastajal ves čas tudi ta koncept mirne razdružitve z Jugoslavijo, ker nismo hoteli vojne. Nažalost, ta koncept mirne razdružitve v drugih republikah ni bil sprejet. Hrvati so na nek način pritrjevali. Je pa seveda ta koncept imel v sebi dve stvari, dva zelo pomembna cilja. Prvič, pripeljati razpad Jugoslavije na miren način do konca, ker smo seveda tudi mi vedeli, da lahko pomeni zelo tragične posledice, kar se na nesrečo tudi zgodilo. In drugič, da je to izhodišče, ki potrjuje zgodovinski nastanek te države in seveda tudi dolgotrajno državno politično zgodovino Slovencev,
v pogajanjih o nasledstvu nekdanje skupne države. Slovenci vendarle nimamo svoje državno-pravne zgodovine od 25. junija 1991. leta. Ampak že takrat, ko je nastala prva Jugoslavija, ko nas v kraljevino Jugoslavijo ni nihče sprejel, ampak je po naši volji prišlo do združitve s kraljevino Srbijo. Do druge Jugoslavije na avnijskih načelih, ravno tako z prostovoljnim pristopom takratne Slovenije v skupno jugoslovansko državo. In zato smo mi lahko tudi uveljavljali na podlagi te državno-pravne kontinuitete, seveda tudi svojo pozicijo pri uveljavljanju pravice do enakopravne dediščine skupne jugoslovanske države, vključno z notifikacijo mednarodnih pogodb, ki zadevajo Slovenijo, vključno z našimi mejami in vključno seveda tudi z avstrijsko državno pogodbo, ki na žalost iz različnih razlogov ni stopila potem v ta sukcesijski prostor. To so bile takratne razmere, na katerih je bilo potrebno računati, in ta, bi rekel, dvojni pogled, vojna, mir, je seveda pomenil potem neko razliko. Jaz, zdaj, če ste me tako vprašali, nimam pravzaprav z človekom, ki vodi danes socialno-demokratsko stranko, nobenega osebnega spora. Mene njegovo življenje, njegovo ravnanje zasebno ne zanima in se tudi z njim ne ukvarjam. Tisto, kar mene moti, so pa metode, ki jih uporablja. In to sem dostikrat povedal, po mojem prepričanju, te metode z metodami, ki jih pozna demokratična politika, dostikrat nimajo zveze oziroma so z njimi skregane. To se je potem pokazalo pri Depali vasi, pri vsem tistem, kar je predhodilo Depali vasi in kar se je potem z Depalo vasjo zgodilo, tudi vključno z tistim, ko je Božo omenil že pogovorom z poslancem Borutom Pahorjem v Gorici, in ki je bil potem predmet in je še zmeraj predmet stalne manipulacije in sprevračanje, iz dneva v noč in noči v dan. Pri čemer seveda človek, ki je bil moj sogovornik in ki bi bil prvi poklican, da pove, kaj v resnici sem jaz takrat rekel, o tem uči že ves čas. Ampak to je seveda druga stvar. In še danes seveda gre samo za to vprašanje. Ali je moja ocena, da gre pri nekaterih sredstvih, ki jih uporablja prvak oziroma Slovenske demokratske stranke, za arzenal demokratične ali za arzenal nedemokratične politike. To je vse, kar imam s tem opravka. Drugače pa človek, ki ga slika on dostikrat, ima z mano toliko zveze, koliko je temu človeku ime Milan Kučan, tako kot ni meni. Drugače pa z mano nima nobene zveze. Ureditve, ki ni lastna njihovi tradiciji in ni lastna njihovim vrednotom. Posledica je, da so te države razrušene, da danes tam pravzaprav vladajo različne skrajnostne milice, garde, če hočete, skratka, da države kot take na obstoju ne funkcionirajo. In to je mnogo ljudi seveda pognalo z njihovih obišč, ki jih tudi niso imeli več. Se pravi, temelj premislek bi rekel, če hočemo dolgoročno stvar preprečiti, potem se je treba usmeriti na reševanje krize tam, kjer je nastala. Druga stvar pa je, kaj je ta kriza oziroma kaj je ta begunski val razkril, da Evropska unija je. Razkril je, da Evropska unija ni to, kar smo tudi mi želeli, ko smo vstopali v Evropsko unijo, se pravi neka zveza, neka skupnost držav, ki gradijo skupno življenje in skupno prihodnost na skupnih vrednotnih temeljih. To ne samo mir, enakost, bratstvo in tako naprej, ampak tudi solidarnost. Zdaj beremo, kako je solidarnost porušena. Vprašanje pravo je, ali je bila solidarnost sploh vzpostavljena. Takrat, ko so se sprejemale te naše države, 10 članic, je bilo treba seveda izpolniti vrsto pogojev, so bila poglavja, vsi smo se veselili še eno poglavje. Takratni minister Bavčar je to koordinacijo odlično vodil in Slovenija seveda bila med prvimi, ki je pravzaprav prva, ki je vse te pogoje izpolnila. Ampak vprašanje je, če je tem formalnim pogojem sledila seveda tudi ponotranjenje in osredotočenje na vrednote, ki so vezno tkivo takšne večnacionalne skupnosti. In vezno tkivo takšne večnacionalne skupnosti je solidarnost.
na vseh preizkušnjah, ki so se kasneje zgodile, je ta solidarnost bila zelo, bi rekel, nekaj omajani količini uveljavljena. Grška kriza pa pokazala, da pravzaprav te solidarnosti ni. Pa ne zato, da bi tolerirali nepravilnosti, ki so se v vodenju grške države, grške ekonomije, grških financ pojavljale. Zato bi pokazali solidarnost z grškim ljudstvom. Evropska unija je pokazala solidarnost, ampak z bankami, ne z grškim ljudstvom. In to seveda solidarnostno preizkušnji, potem se seveda pokaže, nekoliko je kdo v resnici po notranju te evropske vrednote. Poglejte, Slovenija je bila v položaju, da so begunci prihajali z njenega vzhoda. In seveda želeli so na zahod. Normalno bi bilo znotraj Evropske unije dogovor, kje in kako bodo ti begunci iz države, ki je naša soseda, prihajali k nam, kaj bo ona naredila, kaj bomo naredili mi, ko bomo te begunce predali naprej v Avstrijo in potem naprej v Nemčijo. Ker tega dogovora ni bilo, je seveda Slovenija reševala svoj položaj s postavljanjem žične ograje. Se pravi, gledal sem ankete, Slovenci to zelo odobravajo, ker se čutijo ogrožene. V bistvu se je stopnjevalo, z meseca v mesec. Seveda, ampak če bi bil dogovor o tem, potem bi te, lahko bi rekel, ograje ali preklade, kakorkoli jim rečete, ko se stopi iz vlaka ali iz avtobusa in je potrebno ljudi usmeriti v šotor, kjer se registrirajo, kjer se jih pač slika to, kar zahteva zakonodaja, azilna in begunska, bilo zelo enostavno. Žične ograje seveda pa spominjajo na nekaj drugega. In se upravičeno sprašujejo ljudje, ali je to še tista Evropa, kakršna je bila v naših predstavah ali ne. In to jaz razumem, ampak ko se začnejo politiki spraševati o tem in dvomiti, da je mogoče ohraniti takšno Evropo, takrat me pa seveda stvari začenjajo skrbeti. In tu jaz mislim, da je potrebno postaviti pravo vprašanje. Če je Slovenija tista država, ki varuje zunanjo šengensko mejo Evropske unije, pomeni, da varuje interes vse Evropske unije, potem morajo te države pokazati solidarnost Slovenije. In to ne na besedah, s policijo, s materialnimi sredstvi, z denarjem, zdravili, z hrano in tako naprej. In dokler se ni zgodilo to v Franciji, kar se je zgodilo ta tragedija, ki nažalost ima tudi neko negativno posledico, da se zdaj begunce in teroriste enači, upam, da to ne bo pač prevladalo, toliko časa je vsakdo pač razmišljal o tem, kako bo varoval svoj prostor. In tu so države višegrajske, tu so baltske države, ki so rekle, mi beguncev nočemo. In se sprašujem, kakšna je potem bila ocena, da so vse te države, ki so rekle, ne, mi tega ne maramo, bile spoznane kot zrele za to, da so sprejeli članstvo v Evropski uniji. Ker preizkušnje bodo še, lahko da bo prišlo tudi do vojnih konfliktov in kako bo solidarnost potem. Tako da zato jaz mislim, da je neuspeh politike, ker se nismo znali sosedje med seboj sporazumeti in ker se Evropska unija v Bruslju ni znala sporazumeti v tem, kako bo pravzaprav stvar reševala. In tako na koncu pravzaprav izgleda, da je tista, ki je pravzaprav najbolj solidarna, Nemčija.